Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o dokumentarcu z imenom Tickled. To po angleško pomeni požgečkan. Razložil bom vsebino dokumentarca, ki je zelo zanimiv. In če ne želite, da vam pokvarim presenečenja, kakšna je zgodba tega dokumentarca, lahko takoj prenehate z gledanjem in si naprej ta dokumentarec pogledate. Za ostale pa vas vabim, da nadaljujete z gledanjem in poslušanjem, kaj imam povedati v zvezi s tem. Dokumentarec govori o športnem žgečkanju, o tekmovalni disciplini žgečkanja. Odkril jo je novozelandski novinar, raziskovalni reporter, avtor mnogih dokumentarcev. In ko je naletel na to vrsto športa, je rekel, to je odlična tematika za moj naslednji dokumentarec. Kontaktiral je organizatorje tega tekmovanja, da bi na miren način z njihovim soglasjem posnel dokumentarni film. Vendar takoj, ko je začel spraševati o podrobnostih, je začel dobivati grozilna pisma od organizatorke, da naj takoj neha z kopanjem v to temo, kajti sicer ga bo doletela tožba. In kmalu potem je tudi dobil grozilno pismo njihovega odvetnika, da ga bodo tožili, če ne bo odnehal s tem. No, temu novinarju se je zdelo hudo sumljivo, zakaj bi nekdo tako agresivno se branil, da bi nekdo posnel dokumentarec o takem športu, in skupaj z prijateljem se je odločil, da gre zadevo raziskati bolj v globino. Šel je na splet raziskati, kdo je lastnik povezanih domen. Več 100 domen je bilo registriranih v povezavi z tem športom žgečkanja. Potem videl je, da obstajajo posnetki scen, ko tekmujejo, in zadeva izgleda takole. Ena oseba, v glavnem moški, je na tleh in potem se en ali drug moški usedeta nanj in ga žgečkata. Nekje 10 minut naj bi trajala ena tekma oziroma en polčas, potem pa še drugi polčas 10-minutni. Na prvič se mu je zdelo sumljivo, da so tekmovalci samo moški in da tudi v grozilnih pismih so ga obtoževali, da je on gej, da je homoseksualec, da je nagnusen in take stvari. Potem je raziskal razne registrirane naslove podjetja, ki je organiziralo ta tekmovanja, in počasi je našel tudi ljudi, ki so bili pripravljeni spregovoriti o tem, določene udeležence v teh tekmovanjih. Večinoma pa tekmovalci niso želeli govoriti, ker so bili tudi sami ustrahovani za raznimi grožnjami. Odkril je, da je najprej se zgodba začela, ko je ena sama oseba
želela produkcijo filmov, kjer bi se ljudje žgečkali za njeno osebno zbirko. Torej, najprej se je izvajalo rekrutiranje mladih fantov, da bi v zasebnih prostorih za zasebno zbirko se med sabo žgečkali in zato so bili tudi bogato nagrajeni. Tudi po 1000 ali več tisoč dolarjev in na to so tudi naknadno prejemali številna dragocena darila, razne tehnološke naprave, elektroniko in tako naprej. Potem pa po nekaj letih je kar precej teh tekmovalcev odkrilo, da obstaja spletna stran z njihovim imenom in priimkom, na kateri so javno objavljeni ti njihovi videoposnetki žgečkanja z vsemi njihovimi osebnimi podatki, naslovi, telefonsko številko, in mnogi so zaradi tega izgubili svojo službo in težko so napredovali v svoji karieri, ker so se delodajalci bali, da če bi tako osebo zaposlili, da to ne bi bilo dobro za njihov ugled. Skratka, začelo se je razkrivati, da naj bi šlo v ozadju kot za neke vrste seksualnega oziroma spolnega fetiša. No, ta novinar je potem še naprej raziskoval s svojim prijateljem, kljub temu, da sta dobivala dodatne grožnje, in končno mu je uspelo soočiti se z to osebo. Odkrilo se je, da ta ženska, ki je bila organizatorka, je bil v bistvu moški in da ta odvetnik, ki jima je pošiljal grozilna pisma, je bil v bistvu moški, ki je bil resnični organizator teh športnih tekmovanj in naročnik teh videoposnetkov. Razkrilo se je, da je to sin nekoga, ki je imel zelo veliko odvetniško hišo, pisarno, in po smrti njegovih staršev sta mu ta zapustila ogromno denarja. Iz te zapuščine je torej on lahko financiral ta športna tekmovanja. Želela sta pa tudi ugotoviti, kaj je bil sploh motiv za to, da je ta moški bil tako obseden za tem žgečkanjem in zakaj je potem tako nasilno poskušal dokazati svojo moč nad temi, ki so sodelovali v videoposnetkih. Ko je poklical po telefonu edino še živo sorodnico, mu je ta povedala, da je bil ta moški v mladosti v šoli zelo šikaniran, podvržen mobingu, posmehovanju iz strani sošolcev, da je imel zelo zaščitniške, posesivne starše in da je to razlog, zakaj je potem poskušal izživeti to svojo otroško travmo. Kaj se lahko iz tega dokumentarca naučimo? Prvič je to, da če vidimo neko krivico na tem svetu, da nekdo nekomu škodi, da je najbolje, če se take krivici postavimo po robu, da jo kljub vsem oviram in naporom ozavestimo, da o tej krivici informiramo javnost,
da se s tem neha. Druga stvar, pa kar je še bolj pomembna, pa je to. Mnogo ljudi je v mladosti doživelo razne travme, močne bolečine, zatiranje. In vse to je možno predelati, ozavestiti, razumeti, zakaj se je to zgodilo in odpustiti sebi ter osebam, ki so udeležene v takih dogodkih, kajti vsi tisti, ki so nam prizadejali kakšno krivico, so bili običajno tudi sami deležni kakšne krivice v svoji mladosti ali v svojem življenju in so na ta način potem poskušali izživeti svojo nemoč, svojo žalost. Torej, če mi sedaj, ko smo v stanju občutka, da smo doživeli neko krivico, nadaljujemo na enak način, da projiciramo to na druge, potem se bo ta krog zla še naprej nadaljeval. Pomembno je, da mi prevzamemo odgovornost za svoje dejanja in da zlo ne nadaljujemo še naprej avtomatično, samo zaradi definicije, da smo nemočne žrtve, temveč da si odpustimo in da se zavežemo k temu, da drugim ne bomo prizadejali nobene bolečine več. To je največ, kar lahko storimo v svojem življenju, da samega sebe spremenimo in da svojim lastnim zgledom pokažemo, kakšni želimo, da bi bili tudi drugi. Kot pomoč pri tem procesu obstaja mednarodna skupina, kjer delamo na analizi in preobrazbi lastnih miselnih vzorcev. Pripravili smo izvrstne spletne brezplačne tečaje, ker se vsak lahko nauči te veščine preobražanja miselnih vzorcev in soočenja z raznimi travmami. Zato vas vabim, da si pogledate informacije v opisu tega videoposnetka ali pa me tudi osebno kontaktirate, če želite več izvedeti glede tega. Hvala za posluh in nasvidenje.